Spoštovani gledalci in poslušalci teniškega podcasta, tole je 4. epizoda spet v bio obliki, v naravi. No in tokrat sva končno uspela priklicati tudi prvega gosta, v tem primeru gostjo, Tamaro Zidanšek. Tamara, dober dan. Zdravo. S čim začnemo? Najbrž najbolje, da obdelamo kar počutje, glede na to, da si drugič prebolela COVID. Kakšno je počutje, kakšen je trenažni proces, kje treniraš, s kom treniraš za začetek? Počutje je definitivno boljše kot pri prvi koroni. V bistvu je trajalo ne toliko dolgo, no, po tem, ko sem zbolela, sem si vzela malo več časa kot pa prvič. V bistvu en teden, ko se je bila karantena, nisem nič delala, potem v drugem tednu pa sem počasi po enih 10 dnevih začela malo migati in sem se okej počutila, tako da vse skupaj je bilo 14 dni po tistem, ko sem zbolela, da sem prišla nazaj in začela res na polno takoj trenirati. Treniram pa v Portorožu. V bistvu je bil zdaj prisoten ta David Ambrožič. No, to sem tudi želel vprašati, a so kakšne novosti v ekipi? Ne. Ne, niso? Glede tega ne, on je pač tle zdaj Okej. in je bil na razpolago. Smo imeli par zelo dobrih treningov, pa z Anžetom Čevko, pa je bil ti Mark Goljar, pa pride Kavčič na trening petek, tako da pač kdo je le na razpolago, tako da smo kar dobro Ne, trenirali. videl sem, da Maja se ni bilo, je on še vedno del ekipe, samo pač tokrat ni prisoten. Ja, ni prisoten, pa videl sem, da je neki z drugimi tudi treniral, pa to, ampak verjetno v prostem času lahko počne, kar želi. Ok, dajva se še malo vrniti k prvi koroni. Ne. Ta ti je vzela ne samo fizično moč, ampak tudi malo samozavesti, se mi zdi, za nadaljevanje sezone. Ja, mislim pač predvsem fizično res, in pol, ko nisem na fizičnem, jaz se dobro počutim. Prvo mi je rabilo sploh 2 meseca pa pol, da sem lahko zadihala pa začela trenirati. In pol kar naenkrat prišla ta peščena sezona in je bilo treba igrati, recimo, no. In ja, je bil turnir za turnirjem in se ni niti treniralo prav, niti igralo prav in se je nekaj krpalo stvari, ki pač niso bile časa, da bi rekel, ne bom igral in bom treniral zdaj en mesec in se bom lepo pripravila in bom pol šla igrati. Ni bilo časa, ker pa bi bilo že konec te sezone, ne, peščene in potem, ja, ni bilo nič 100%, ampak vse po najboljših zmožnostih in ni bilo dovolj. In ja, po tem, ko se je pa vse to končalo, pa sem končno imela malo časa, se pravi, v bistvu še lepo travnati sezoni, imela čas, da sem se malo pripravila in sem res dobro oddelala 2 tedna. Je prišla nova korona, ampak bom rekla, da po mojem počutju, na začetku me je bilo malo strah, da bo vse to, kar sem naredila pred korono 2 tedna res napornega, dobrega treninga, malo šlo v nič, ampak je v bistvu ta čas, ki sem pač okrevala in si vzela za sebe, je prav prišel na koncu, zato ker čutim, da tisto, kar sem prej naredila, se dobro počutim, no, ni šlo v nič. Povej mi, kako so pa vplivali lanskoletni rezultati, dobro, valjda polfinale Rolana Garrosa, pa zmaga v Lozani, na to, koliko točk moram braniti. Si imela to v glavi dejansko, je bilo to v podzavesti malo, joj, to pa je zdaj res lahko velik pad. Ja, mislim, ja. Težko je, bom rekla, za mene osebno, ne bom rekla za ostale, ampak za mene osebno je od nekdaj bil ta proces igranja turnirjev in delanja rezultatov nek dolgotrajen proces. Nikoli nisem prišla tja in sem kar zmagala, vedno sem rabila en mesec pa pol, da sem prišla v to tekmovalni ritem in to. In ja, in potem, ko narediš nek tak rezultat, pričakovanja tebe, ljudi okrog tebe, ljudi nasploh zrastejo, ne, in pa, ko si v formi, ni problema, ne. Potem sem še potem zmagala Lozan, potem je problem, ko stvari začnejo, bom rekla, škripati, kar se zgodi pri vsakem. Kako se spraviti iz tega, z vsemi tistimi pričakovanji, ne igraš dobro, izgubljaš, na koncu pač greš na igrišče, izgubiš, se ni nič takega, ampak ja, začne malo udarjati na samozavest in nekaj si že imel, zdaj pa pač nimaš, ne. Je neka borba s samim sabo, kako se izvleči iz tega. Ampak to je tenisačica ali pa tenisač v teniški karieri
v večini primerov predan velikrat, to pomeni od mladinskih kategorij pridejo sponi, pridejo paci. Recimo, kaj si se ti za razliko od prejšnjih recimo pacov v tej zgodbi naučila? Kaj si rekla, kje sem postala močnejša? V bistvu se mi zdi, da to je te procesi te izoblikujejo izven igrišča, o tem, kako ti dojemaš stvari, kako ti greš čez to stvar malo. Za mene je bil malo splet okoliščin in vsega tega, ki je vplival, kar je najverjetneje vedno. Ne? Pač po tisti lanski sezoni potem nisem imela najboljšega zaključka sezone na hardu in potem smo vse vložili v to, da bom jaz na hardu napredovala in mislim, da sem res zelo napredovala v tistem pripravljalnem obdobju. Začela zelo dobro sezono avstralsko in v tem sem se zelo naučila, koliko je dejansko za mene fizična pripravljenost in tudi zelo veliko več dam na regeneracijo, kot pa sem v preteklosti. Da v bistvu za mene sploh mogoče tenis ni toliko, bom rekla, sam trening na igrišču, kot pa več iz igrišča in bolj specifično delo na igrišču. To sem se naučila v pripravljalnem obdobju in pač to je tisto, kar me je letos teplo, da nisem mogla prav se pripraviti. No. Tako da, ja, nekako sem si izoblikovala neko obliko treninga, ki ga rabim za to, da bom jaz prišla na igrišče pripravljena tako, kak rabim. Potem zdaj bi res lahko rekli, da imamo pripravljeno Tamaro, ne? Za nadaljevanje. Zdaj prihaja hard, ki si rekla, naredila napredek, pa res si zdaj končno fizično tam, kjer želiš biti. Ne? Ja, mislim, se počutim res zelo dobro in treniram dobro. Tako da, ja, že dolgo nisem bila tako dobro pripravljena, kak sem zdaj fizično. Se ti zdi, da si mogoče celo bolj fizično pripravljena kot lanski tak čas? Pa še to me je zanimalo, kdo gre zdaj v Severno Ameriko, kdo bo zdaj ta popolna ekipa? Mogoče dodajate tudi Marjana Čuka, glede na to, da je zdaj imel nekaj več časa zase, Bond zraven. Čakaj zdaj, Prvo vprašanje je, če je Tamara Zidanšek mogoče celo bolje fizično pripravljena kot lansko let v času Lozane, na vse zadnje tudi Rolana Garrosa in potem drugo vprašanje, oziroma podvprašanje, kdo gre v Severno Ameriko? Ja, v tem času lani fizična pripravljenost, ja, bi bila mogoče celo boljša iz tega vidika, da malo več vem, kaj moram delati na igrišču same fizike. Lani sem pač letela na tej samozavesti iz Roland Garrosa, letos pa mogoče malo bolj več na samem načinu igranja, na samem fizičnem načinu igranja, kaj delati s telesom, kako se postavljati tako malo bolj. Kdo pa gre v Ameriko? V Ameriko gresta Karl in Lucia, fizioterapeutka. Marjan zaenkrat ostaja doma, se je bolj, bom rekla, omaknil iz samega dela trenerja. No. Turniri, Vancouver mogoče 125, ali si mogoče v kvalifikacijah za Cincinnati? Ne, grem šele v Granby, ki je en teden prej. Tudi 100, ne? Ne, 250. A je že 250? 250. Malo so koledar zamenjali pa. Ja, in potem US Open. Se pravi, Granby bo ta zadnji turnir in edini pripravljalni turnir pred US Openom. Ja. Dvojice? Ja, dvojice igram z Pano Udvardi. Ste se dogovorile? Ja. Zanimivo. Že v Granbyju? Ja, bova probala, malo odvisno od nje. Mislim, da je na meji za kvalifikacije, US Open je omenila, ampak mislim, da bo prišla notri, tako da bova lahko že tam igrala. Spomnil sem se na Roland Garros, lanskoletna pravljica, lahko rečemo, za slovenski tenis. Zdaj že toliko časa minil, da si tudi sama uspela zagotovo strniti misli, da probi se spomniti, kako zdaj gledaš nazaj na to, pa mogoče kakšna zanimiva anekdota, ne mislim tiste, da te je novinar vprašal, če si v sorodu z Zinedinom Zidanom, mogoče kaj bolj zanimivega, no? V tistem trenutku pač res mogoče nisem dojela, kaj to pomeni za slovenski tenis in pa mogoče se še zdaj ne zavedam glih najbolj. Ne vem, ko si enkrat v tem procesu, ti je, ne bom rekla normalno, ampak pač vedno hočeš biti tam in ko nekaj takega dosežeš, je res wow, ampak pač si vedno del tega in se ne zavedaš, kako je za ljudi to izven
izven tenisa, kaj to njim pomeni, ampak vseeno sem se v zadnjem letu videla, da pač me ljudje prepoznajo, sploh na tenisu in tako. Pač vidim, da spremljajo in je res lepo, no, vseeno pa mi je všeč, da je že zdaj toliko časa preminilo, da je šel nov Roland Garros skozi, da so se stvari nekako resetirale in je tudi za mene lažje začeti pač iz nule in posegati po novih rezultatih. Povej mi še, to sem te že večkrat hodil vprašati, ta korona, ne, zdaj nekje so testi, nekje niso testi. Kako zdaj to izgleda na turu? Dejansko pravijo, da so na Roland Garrosu nobenega testirali, da je veliko pozitivnih igral, da je bilo kar nekaj pozitivnih, ker so se šli dejansko sami testirati. Kako je s tem v US Openu, no? Ja, ne vem, kako bo, ampak načeloma ni testiranja, ne. Mislim, tudi v Wimbledonu nobenih testiranj. Ne, vse je odprto. Pač sej mislim, da VTA, ne vem, če je to zares, ampak proba slediti po kao teh pravilih države najverjetneje, ne. In zdaj tako nikjer več nimajo. Še cepljenje so zdaj ukinili, mislim pač prosto hod po večini držav. Če se pa slabo počutiš, pa ja, tako sem jaz bila, sem se slabo počutila. Ampak si že šla sama testirati pač, Če bo mojem tako, če ne veš, da si pozitiven, se slabo počutiš, kaj, saj ne veš, da si pozitiven. Ni tvoja krivda, če greš igrati, mislim, se ne veš. Skratka, s tem covidom je še vedno neka velika zmeda, ne? Ja. Ne vemo kaj in kako, ne? Ja. Še tole sem te hodil vprašati, menjala nisi nobene opreme, ostaješ pri istem opremljevalcu, isto struno. Enkrat si pa vsaj za kratek čas zamenjala za Luxilon. A je res? Veš, da to pa je bilo v bistvu, nisem menjala, ampak sem testirala. Ja, ampak Se nisi odločila? To je bilo res kratek čas, ja, zato ker na hardu mi je zelo ugajalo, pol pa sem prišla na pesek, pa ni bilo to, kar sem pričakovala. In pa sem ostala pri Onyxu, je bilo lažje, bom rekla. No. Ja. Mislim, opremljevalski komplicira, če bi zamenjala struno, a mi je všeč, da igra z njihovo? Najverjetneje, ja. Ja. Mislim, ja, ker ne, recimo, to sem opazoval v Umagu, recimo dva, ki bosta recimo krojila moški vrh, ne, in Sinner in Alcaraz, ne, oba igrata dejansko struno opremljevalce, kar je pravzaprav včasih bilo težko mogoče, no? Nekako Luxilon je še vedno prevladoval, konec koncev še vedno prevladuje. Sem rekel, ta stik, ali je bil dejansko to odločitev, ker ti je struna pač bila tam, ali zato, ker je tudi to lažje strani pač tvojega sponzorja. Ne, zato ker meni ima tudi Yonex zelo dobre strune. Ja, pa Luxilon je res en zelo poseben feeling, igra z njo. Ampak bom rekla pa, da jaz nisem toliko specifična glede teh stvarih, malo. Ne, se Yonex, to je res, ne, recimo, da reči, kaj je najbolj njihov znan lik, verjetno, kar ni Kyrgios, ne. Sploh trenutno on ima tudi dejansko igra z Yonex struno, Kaj tudi igra z Yonex struno. Tudi vsaka igra. A že ona igra z Yonex struno? No, ona igra, mislim, da... Mislim, da je z tistim, njihovo črevo, kao njihovo črevo. Ja, v redu. To sem rekel, da imaš še malo v opremo pogledati, Joma ostaja. Najverjetneje. Zvesti opremljevalče naprej. Dobro, saj tle verjetno ni komplikacij, tudi če bi človek zamenil, ne. Ja, ne, pač za mene so pomembni copati najbolj in pač to mi zelo ugaja. To je pravzaprav najtežji del. Evo, Marko. Jaz sem dobil dve podvprašanji. V bistvu, prej si omenila, da si vesela, da se je vse resetiralo po Rolandu Garrosu, da se vse začenja znova. Pa me zanima, a je mogoče tudi neko breme padlo zdaj, da zaradi tistega polfinala Rolanda Garrosa pa zmage v Lozani si čutila tudi nekaj več pritiska, da ljudje kar nekaj več zdaj pričakujejo od tebe, zdaj, ker si okoli 20. mesta na svetu, pa se je to s tem padcem po VTA lestvici malo razbremenilo in spet lahko začneš v bistvu iz ničle. Pa sem hotel pa še vprašati, ali pa bom ti spal. Prvo vprašanje. Ok, prvo vprašanje. Mogoče ne toliko ljudje, kot tudi sama od sebe, ne. Mislim, vse na koncu koncev je tisto, kako se jaz počutim, pomembno za to, kako bom jaz igrala. Zato mogoče sama od sebe naraščajo pričakovanja, vidiš, da lahko. Zato ni pa fajn pas po lestvici dol in pač ne nikoli. Ampak je pa neka taka lepa perspektiva, če pogledaš tako, da vem, kako je iti čez nekaj takega, vem, da ni lahko potem. Težko je priti do tam, ampak še veliko težje je pa tam ostati, ne.
potrjevati zmage in potrjevati dobre igre in po mojem nekaj najtežjega zaradi vseh teh vplivov, ki se zgodijo od zunaj, zaradi teh pričakovanj, ki narastejo, težko se je potem fokusirati na sam tenis in na samo pripravljenost. Tako da zdaj sem bila čez to in naslednjič, ko prija do tega, bom definitivno znala boljše shendlati s tem. No, sej, on the bright side, v drugi polovici sezone nimaš neki prav veliko stvari za brand, tako da Ja. to je pozitivno. Zdaj pa še drugo vprašanje. Pana Woodwardi, torej tvoja sotekmovalka v dvojicah, zelo dobro si se ujela za Rančo Rus, nekaj časa igrala s Kajo Juvan, tudi v reprezentančnem dresu. Lani tak čas se spomnim, da si mi rekla, da boš igrala z Američanko Santa Mario. Zdaj, s Pano Woodwardi pa me zanima samo to, kako sploh pride do takih dogovarjanj. To gledalce zagotovo zanima, kako se formirajo te dvojice in kako potem to poteka v nadaljevanju. Ni samo rezultat pomemben verjetno pri temu, da si z nekom, da ohraniš stik in da potem narediš 5-6 turnirjev skupaj z njim. Ne? Ja, Kako ste se sploh našli s Pano? zmenili smo se tako, da me je ona vprašala preko Facebooka. Tako da to tako poteka, bom rekla, po Enostavno. večini. Ja. Drugače pa pri dvojicah je veliko od te, malo kako se igra povezuje. Vedno sem iskala nekoga, ki ima boljši backhand, da bo na backhandu stal. Meni vedno ugaja nekdo, ki malo hitreje igra, zato da igra bolj dinamična, da mogoče zna malo na voleju. Tako da kak ti paše nekoga imeti zadaj. Nekdo, ki je soliden na osnovni črti za mene, recimo. Zato dosti rajše igram z igralkami, ki so singlašice, zato ker ponavadi boljše. Ampak recimo, ko pa najdeš nekoga, kot recimo za Ellen Perez, sva se pa res zelo dobro ujele v Hertogenbošu, ki pa od zadaj zelo dobro igra, res še mene presenetila, sploh na travi, na tak hitri podlagi z singlašicami je držala svoj tempo in potem še na mreži zna odigrati. Pa je to res, bom rekla, poezija za mene, zato ker imam rada hitre in dinamične dvojice in bi si v prihodnosti res želela, da bi z nekom konstantno igrala, zato ker mislim, da lahko kar daleč pridemo dvojica. Se mogoče bo pa Ellen Frey. Drugače tudi zelo zabavna je, kakor sem uspel dognati. Vsaj prek družbenih omrežij deluje zelo zabavna. Ja, zelo taka Duhovita. Taka down to earth punca, no. Zelo inteligentna in je zelo fajn z njo. Ta teden je prišla informacija o tem, da naj bi Serena Williams končala svojo kariero, pa je na US Openu, že skoraj potrjena zadeva. Sama si z njo uspela igrati enkrat na začetku sezone 2020 na Australian Openu. Kakšno je tvoje mnenje o tem, kakšno je mnenje o Sereni Williams na vse zadnje? Ja, mislim, da je čas, da se upokoji, nimam kaj za reči, ampak me pa je, bom rekla, spoštujem to njeno motivacijo, da se vrne potem in da si je še upala verjeti, da bo zmagala Grand Slam in da je naredila za to vse, da bo še presegla tisti rekord, da bo, sicer ji ni uspelo, ampak to, da je imela to prepričanje in to pač pokaže, kako je sploh prišla do teh 23 Grand Slamov in res svaka je čas za toliko let igranja tenisa, ki je ni lahko, no. Zmeraj ga lahko podre. Še zmeraj ga lahko, ampak... Pa misliš, da ga lahko podre? Mislim, da ga ne more. Tudi jaz si delim mnenje. Ja, mislim, da bo težko, no. Lej, upajmo na to zgodbo, neverjetno zgodbo, če bo, no. Ampak okay, poleg Serene, no da mi še to povej, Serena je zate GOAT, bi lahko govorili, da je največja, ali bi še vedno dal Margaret Court prednost, glede na to, da ima en Grand Slam več? Vseeno je bila Margaret Court pred mojim časom in niti ne vem, kako je igrala, bom rekla, ampak GOAT v ženskem tenisu, ja, recimo, da je Serena. Tu in njene najboljše čase sem nekako zamudila, sem bila še mlajša, ampak če ima 23 Grand Slamov, pa mislim, da si zasluži. Kako se spomniš tistega dvoboja v Melbourneu? Spomnim se ga zelo tak, da igraš night session match ob 7 zvečer s Sereno Williams in se tekme prekončajo. To pomeni, da se cel stadion sprazni, da se vse potem upre v to tvojo tekmo, cela televizija, vse, mislim, je tak mal poseben feeling, no, in mi je všeč, da sem dobila priložnost. Sem odigrala zelo
solidno tekmo za tisti čas in sem videla, kako pač igra ona. No. Takrat, ko je bila še v bistvu v dobri formi. No. Drugače, on je letnik 81, še 2 letnika 81 sta pod velikim vprašanjem. Oba sta bila istega leta, mladinska Wimbledonska zmagovalca. A veš, o kom govorim? En je. Federer. No, kdo je pa sočasno zmagal, jo pa poznaš? Jaz jo poznam. Ja, iz tukaj. Ženska. Iz tukaj. Katarina Srebotnik. Katarina, ja. Zdaj skupaj zmagala v mladinski. Ja, evo. Sem rekel, to je fajn vedeti, tudi če ne veš. Okay. Taka lepa informacija. Kata je tudi rekla, da se letos poslavlja v Portorožu. Roger je pa še vprašljiv. Ja. Povej mi, no, mislim, to je takrat taka velika doba, no, konec koncev v Portorožu se tudi poslavi Aljaž Bedene, ki je tudi zapisal zgodovino kot najboljši slovenski moški tenisač vseh časov, ne dobrega Kata, ajde, imamo vse mimo, ki je dosegla še več, ampak tudi Kata je kar pisala teniško zgodovino. Kako pa pravzaprav spremljaš te konce kariere? Kako spremljam konce kariere? Ja, mislim, recimo, kako se spomniš Kate? Dobro, Roger je še ni treba. Katarina se ne spomnim. Pač spet je to bilo, je igrala. Enkrat se spomnim, sem gledala na RTV, sem gledala njeno tekmo v Roland Garrosu. Ne vem, je igrala 3. kolo ali nekaj takega z nekom, ne spomnim se. Ona je Sereno premagala in to 3. kolo je premagala. Možda, Rolanda Garrosa in to v prime time Sereni, ne? Ja, takrat se spomnim, sem gledala, pa sem, kdaj pa je to bilo, katerega leta? 2008. Ja, pa mogoče je bilo to evo ga. No, se potem pa sem počasi že, 5-6 let kasneje sem že jaz igrala, začela. Potem pa sem jo prvič videla na turnirju in vem, da pač ne veš, kako pristopiti k tem igralcem tam. Je bila normalna, v redu vse. Pa je tako počasi že nehvala, ne. Tako da ne vem, no, nisem imela ne vem kakih kontaktov z njo, ampak ja, spomnim se tega, da sem gledala njeno tekmo. Pa po mojem je pol to mogla biti ena zadnjih, bolj kot ne, 2008. Med singli, dobro, singli, potem pa v dvojicah, ja, tudi potem do Wimbledonske krone, ja. ne, s Kveto Peške, ne, tiste je bilo. S Kveto Peške igrala, to se tudi spomnim. Takrat, po mojem mnenju, je bila res najboljša igralka dvojica na svetu. Res je igrala noro, dobro, tudi Kveta je bila izjemna, ampak se veš, pri dvojicah je vedno tako malo težko reči, kdo je res najboljši ali pa najboljša, ne. Igrala sem proti Kveti Peške, proti Katarini nikoli, ampak glej, mislim, svaka čas, da še je vztrajala tako dolgo, do 81 let, 41 let. Svaka čas, mislim, tako dolge kariere si jaz osebno ne želim in ne bom tako dolgo igrala, to že lahko zdaj povem. Sam ne se še letos upokojiti, no. Ne, ampak do 41. leta pa res ne mislim igrati. No jasno, ne, vse to je. Dobro, vidiva tudi, da se neki svet na roki, ne. To je od aprila, drži? Ja, je tako? Od aprila. Zdaj nas zanima, kdaj bo poroka, ne? To pa še ne vemo Pogledala sva tja, veva kam, ne? Ne vemo še čisto, pač vsak je težko se je zagovoriti, kdaj bo poroka, kaj pa veš, kaj pride v tem, nikoli ni časa. Jaz bi jo najraje spomladi, takrat je težko, najlažje je po zimi. Ja, spomladi, se greš pa spomladi na kakšen drug leten čas, ne? Razumeš, na kakšno drugo uro, ne, recimo, ne, down under, ne, da narediš priprave malo prej, pa se poročiš. Bomo potem malo razglabljali, vidim, da imaš ideje. Ne, mislim, vse ob svojem času, ampak bo kmalu, po mojem, no. Odlično. Povej mi, danes ima Tamara prost dan. Kaj Tamara počne v prostem času? Kaj poleg tenisa jo še zanima? Veseli? Zdajle sem tukaj, pol grem do ene prijateljice, pol gremo z drugo prijateljico, pa z enim prijateljem, pa Matija gremo na barko, če bo vreme dopustilo, malo se v morje vreči in sprostiti in to je to. Več ali manj sva skoraj vse izčrpala, ampak bova dobila še kakšno vprašanje. Daj, Pero. Ne, kaj sem želel vprašati, kaj pa kakšni ostali športi? Poleg tenisa, verjetno tudi če kaj drugega rada počneš? Ali samo tenis? Šport. Ja, šport. Načeloma imam rada vse športe. Tudi mislim, da, nočem se hvaliti, ampak mislim, da mi kar vsak šport, ko ga zgrabim, gre od rok, ampak
da bi pa se zdaj tako, ok, zdaj grem pa ven košarko igrati. Ne, rajše grem počivati, no, mislim. Kjer šport je najbolj tak, da bi, ko ga prakticiraš, pa bi te nekdo videl, pa bi rekel, da si najbolj blizu profesionalki, recimo, no? Je to ping-pong, badminton, ker smo že lih pri loparjih? Ne, po mojem nič z loparjem, po mojem So večje žoge v igri. nogomet ali pa kaj takega. Nogomet, si ga kdaj trenirala? Ne, To pa ne. ne. Kaj pa smučaš tudi? Ja, smučala sem, ko sem bila mala, bordala. Samo ne vem, če bi jaz to, če bi mogoče naprej ostala in trenirala, ja, si niti približno nisem predstavljala, da bi zdaj, da bi šla bordat, pa da bi bila med top vrhunskimi. Ne vem, kako bi to izgledalo. Še za Ameriko sem te hotel vprašati, kakšna so kaj pričakovanja v ZDA, si nočeš verjetno dati previsokih ciljev. Predvsem ponavadi takole rečejo igralke, da jih zanima predvsem igra, potem bojo pa rezultati že sami po sebi prišli. No. Ampak lahko poveš še, kaj imaš v planu po US Openu odigrati, verjetno Portorož? Ja. Ja, ne, mislim, nimam nekega leveragea, da bi si devala neke visoke pričakovanja v zadnjem času. Vem, da sem dobro pripravljena, da se dobro počutim, da dobro delamo. Bo pa res je, tako kako reče, pač, da se moraš fokusirati na igro in bo čas povedal. Pač moraš dati neko obdobje turnirjev, neko obdobje porazov, težkih tekem, zmag, težkih čez, da prideš do neke samozavesti in si zbildaš in to se ne zgodi v enem turnirju. Rabiš malo več, zdaj seveda se lahko zgodi, ampak pač rabiš malo več podlage za to, tako da mi je všeč, da sem si dala neki čas za, zdaj grem bi US Open Portorož, potem imam nameniti igrati v Budimpešto in Parmo in še Monastir, pa vidim, kako se vse to odvija in kakšna je situacija potem. Potem pa Fed Cup oziroma Billie Jean King Cup. Ja, to je, kdaj je to? 12. november, ja. Če bo vse šlo po planu, imam seveda namen igrati, tako da bomo videli, kaj se do takrat zgodi. To je Ljubljana Pesek, ne? V dvorani. Zdaj, Kodeljevo ali pa Tivoli sem slišal, da ne bi bili lokaciji opcija. Monastir, to je zdaj tudi 250-ka. Ja. No, evo, tukaj se pa pozna, da nisem dobro pogledal koledarčka za drugo polovico sezone, ker je toliko novih licenc, ne? Tudi Linz je v bistvu predal to Portorožu. Izvoli. Ja, veš, kaj me še mene zanima? Zdaj, si v Melbourneu, si v Londonu, si v New Yorku, si v Parizu. Če grem kaj pogledati. Ne, se to, a greš ti, recimo, jaz sem človek, ki imam rad sightseeing, jaz če kadarkoli sem bil kje, grem pogledat kje okrog. Ne bom zdaj rekel, da se cele dneve zgubljam po muzejih, ampak rad začutim vibe mesta. Ne vem, kaj si ti greš, tja pa kaj poješ, greš v kakšen park, ali si kar doma v sobi. Ker ogromno tenisačev je takih, ker se ne premaknejo iz sobe, znači bil sem v Parizu 33krat, videl sem pa Eiffelov stolp iz avta. Ne, dejansko je tako, ne, sej, zato. Ne, sem bila to gledalci ne vejo. Stolpo, sem bila v New Yorku, se potrudim, vsaj na začetku sem se potrudila iti gledati ven, ko sem bila v velikih mestih, zato ker je wow, ko si mlad in prideš tja in to. Sem bila, na London nikoli nisem šla, zato ker je bila vedno gužva, ampak pač bom rekla, da je zelo težko, no, cel dan posvetiš temu, da se čim boljše pripraviš in zvečer ob 5, 6, kadarkoli prideš, se ti ne da zrihtati niti ven, čisto tako povedano, zato ker moraš zjutraj se spet zbuditi, tako da je težko. Zato bi rada po koncu svoje sezone enkrat dala nekaj denarja na stran in bi rekla, to je budget, kjer se najprej spočijem in pa bom imela dosti več energije za potovanja in si vzamem malo več časa, ne vem, par mesecev, kjer potuješ po svetu in sam potuješ, brez 5 kufrov poleg. Se bom kar navezal na tvoje vprašanje, ker smo se na poti proti Kopru pogovarjali, lih to, kje Tamara stanuje, ko bo v Flushing Meadowsu. Zdaj vem, da je Aljaž Bedene, ki je bil v Wimbledonu, si je najel kar svojo vilo, oziroma je bil pri neki družini ves čas. Imaš mogoče tudi ti kakšno stalnico v New Yorku, kjer si nastanjena, ko tekmuješ na US Openu? Ne, mislim, zdaj imajo te official hotele, je ta Intercontinental hotel. In čez cesto je Lexington, te sta dva taka hotela. Nisi najbolj navdušena? Ne, mislim, zato ker zelo nerada imam taka mesta, kjer imaš na razpolago sam hotel in
nič druga in stavba pri stavbi ni mi glih najbolj všeč, rajše imam zelenje in to. Tako brezosebno je, ne? Ja. Rajše imam zelenje in da bi si kak Airbnb vzeli, ampak za to ni časa in se bolj splača v hotelno. Glede na to, da si rekla, da te ne zanima teniška kariera do 41 leta, ampak ne bo šla pa verjetno v neko drugo skrajnost, da bi tako kot Tež Barty naslednje leto že rekla adijo, hvala lepa, pri 25, 26 imam dost, to pa ne. Nikoli ne veš. Mislim, ne vem. Jaz imam pač pri sebi nek svoj cilj, ki ga moram, ki si ga želim izpolniti, vem, ko bom prišla do njega, bom vedela in takrat mislim, da bom zaključila kariero. Koliko časa pa bo to trajalo, pa ne vem. Verjetno tudi takrat, ko boš dojela, če ne bi prišla do tega cilja, da ga nikoli ne boš dosegla, boš tudi rekla hvala lepa. Ko bom pri sebi začutila, da je to, ali pa ko bom pri sebi se sprijaznila, da hej, mogoče pa ne bom nikoli prišla do tega, ampak sem dosti vložila v to, bom zaključila. Da ga ne boš izdala, ne? Glede na to, da se potem verjetno ne bo uresničil. Ne bom ga povedala. Kaj pa povej, a ima Tamara Zidanšek tudi recimo po karieri kakšno drugo željo početi ali ostati v tenisu? Kaj bi ona počela recimo, če ne bi bila teniška igralka? Mene dosti zanima psihologija, predvsem ta neuroscience, Okay. Neuroznanost. Tako je. To me ful zanima, ampak glede na to, kako se je življenje razpletlo v tem teniškem svetu, pa kar sem spoznala, bi definitivno rada ostala v nekem teniškem svetu, ampak ne mogoče na igrišču, ampak kot neka akademija, nek center, neka pomoč ostalim, kjer ne bi bila jaz fizično prisotna vsak dan, ampak mogoče bolj kot neka možnost, da mlade igralce, kjer bi jaz bila zadaj, ampak ne fizično na igrišču. Pa recimo, se bi tudi vrnila za kakšne šolske klopi po končani karieri, po moje, kot bivša igralka? Zdaj študiram. Tako. Študiram psihologijo, tako da. Dejansko to je cilj tudi zaključiti. Ja, Bravo. nekje v času kariere, da zaključim to, tako da ko se zapre to poglavje tenisa, imam lepo odprta vrata za naprej. Vrhunsko. Še eno vprašanje, če to slučajno veš. Joj. Moj letnik je, pa Federer je premagal na Wimbledonu. In to leto potem, ko je Roger premagal Pita Samprasa, pa pol zgubil s Henmanom, bil je zelo dober mladec. Ne boš razkril, ker letnik si. 84. No, lej, on je diplomiral na pravo pri 25 letih, pa bil je top 10 igralec. A ni to Ančič? Bravo. Mario Ančič, ja, na koncu ga je mononukleoza dejansko zdelala. To je pa tenisačka, recimo, v mojem letniku nisi nikoli vedel za njega, da je tako dober. 13 let je bil star, pa je že igral polfinale turnirja, finale v Firencah ITF-a izgubil pri 13 letih za fante. Kar je bilo zelo težko, ampak recimo on je bil tudi eden takih, ki je bil zelo študiozen. To sem enkrat že ne čula, da je pravo študiral, ne bi vedela, če ne bi rekel. Ne, ampak tudi ljudje, ki so ga poznali, so govorili, da on je bil pač specialen, on se je šel, pa je po končanem meču se je šel učiti, ker je bilo to ful fajn. Ker ni hotel hoditi po mestu, pa imeti druge interese. Vsak ima svoje res. Seveda, in to je nekako tisto, kar sem želel povedati. Evo, Marko, še te predajam besedo. Mislim, da Mario Ančič zdaj dela v bančništvu, no? Ni lih v pravnih vodah. Bil v MBA-ju nekaj časa. Ja, svetovalec, ampak nima veze. Vprašanje pa, prej nisem čisto dobro slišal, Tamara, po koncu kariere si rekla, da bi imela neko svojo akademijo, pa nisem čisto dobro razumela, a povezano s tenisom ali bolj s psihologijo? Ja, s tenisom. S tenisom, aha. Se pravi, bi bila kot neka tudi psihološka svetovalka, ampak... Mogoče ne s tenisom, s športom nasploh. Dobro, to je to. Jaz sem svoje... Tamara, hvala za obisk. Hvala vama. Evo, pa če imam poškodb, pa kakršnikoli bolezni, pa bo vse v redu. Pa bo vse v redu. Rezultati, hvala. Vse ostalo je balast, skoraj. Če imaš zdravje, imaš vse. Hvala. To je to. Hvala.